4 zdravniki, ginekolog, pediater, onkolog in specialistka javnega zdravja. Vsak dan se ukvarjajo s preprečevanjem HPV-ja ali pa zdravljenjem bolezni, ki jih ti povzročajo. Ker iz svoje prakse vedo, kaj prinaša okužba, so vsi proti HPV-ju cepili svoje otroke in jih s tem zaščitili pred kar 6 vrstami raka. Zato, ker ima želim najboljšo prihodnost, ker jo imam neizmerno rad. Otroci so kot naše največje bogatstvo, kaj ne? Seveda, kot skrbna starša sva se z možem odločila, da naše otroke čim prej zaščitiva s cepljenjem. To sem naredil po tehtnem premisleku in bi naredil še enkrat, če bi bilo to potrebno. Okužbe s HPV-jem so izjemno pogoste. Z njimi se sreča pravzaprav skoraj vsak, vsaj enkrat v svojem življenju. In vsako leto v Sloveniji za rakom, povezanim z okužbo s HPV, zboli več kot 200 ljudi. Povzročajo pa lahko predrakave spremembe, kar 6 različnih vrst rakov, poleg tega pa tudi genitalne bradavice in papilome grla. Posledice so težke. Vsakodnevno se srečujem z bolniki, ki so zboleli zaradi enega od rakov, ki jih povzroča HPV. Vem, kaj pomeni diagnoza, vem, kaj pomeni zdravljenje in kakšne so posledice tako same bolezni kot samega zdravljenja. Ker sem pogosto srečal tudi v ambulanti mlade mamice, ki so bile stare 35-40 let, ki so tudi recimo v nosečnosti zbolele za rakom na materničnem vratu, ali pa imam tudi eno pacientko, ki je zbolela za rakom na jeziku. Stiske, ki jih povzroča takšna bolezen, nenazadnje frustracije in posledice, ki so lahko potem tudi za plod, so zares visoke oziroma zares velike. V državah, kjer so dosegli visoko precepljenost mladostnikov, že opažajo izrazit upad predrakavih sprememb in rakov povezanih s HPV-jem in tudi drugih bolezni povezanih s temi virusi. Pomembno je, da so cepljene deklice, ampak tudi dečki. Namreč virus HPV ne povzroča raka samo pri deklicah, temveč tudi pri fantih. Do zdaj se je nabralo ogromno podatkov in raziskav o cepljenju proti HPV in pravzaprav vsi podatki kažejo na to, da je cepljenje zelo varno in učinkovito. Zato so strokovnjaki jasni. Starši, ne odlašajte s cepljenjem svojega otroka proti HPV-ju. Cepljenje prav v 6. razredu ga bo najbolj zaščitilo pred različnimi vrstami raka. Da je odločitev za necepljenje svojega otroka v bistvu zelo tvegana, pravzaprav nevarna odločitev. Če otrok ne bo cepljen, bo izpostavljen večjemu tveganju, da bo v odrasli dobi razvil enega izmed teh rakov. Jaz v bistvu ne želim, da bi starši kadarkoli se tepli po glavi, zakaj niso, ko bi lahko zaščitili svojega otroka, ko ga vidijo, da zboli. In s tem se srečujem praktično vsak teden, ko matere pridejo s svojimi hčerami na posledice HPV okužb, na predrakaste zgodbe, na operacije, s katerimi odstranjujemo te stvari. Takrat pa mama ne ve, kaj bi naredila od groze. Zdaj je čas, da se pravilno odloči.